Z vami želim podeliti razmišljanje o tem, kako pomembno je, da izpolnimo svoje zaobljube, ki smo jih v svojih molitvah in prošnjah izrekli Bogu. Svetopisemsko besedilo, ki nas bo spremljalo v našem razmišljanju, najdemo v 1. poglavju 1. Samuelove knjige od 1. do 11. vrstice. Bil je mož iz Ramatajim Kofima, z Efraimskega pogorja. Ime mu je bilo Elkana, sin Jerohama, sinu Elihuja, sinu Tohuja, sinu Cufa, Efratejec. Imel je 2 ženi. Eni je bilo ime Ana, drugi je bilo ime Penina. Penina je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta moliti in darovati Gospodu nad vojskami v Šilu. Tam sta bila Gospodova duhovnika 2 Elijeva sinova, Hofni in Pinhas. Bil je dan, ko je Elkana daroval in dal je deleže svoji ženi Penini in vsem njenim sinovam in hčeram. Ani pa je žalosten dal le en delež, čeprav je Ano ljubil, a Gospod je zaprl njeno naročje. Njena tekmica pa jo je tudi nenehno žalila, da bi jo dražila, kajti Gospod je zaprl njeno naročje. Tako se je dogajalo leto za letom. Kadarkoli je prišla k Gospodovi hiši, jo je tako žalila, da je jokala in ni jedla. Njen mož Elkana pa ji je govoril: Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je tvoje srce žalostno? Ali ti nisem jaz boljši kot 10 sinov? Ko so se v Šilu najedli in napili, se je Ana vzdignila. Duhovnik Eli pa je sedel na stolu pri podboju Gospodovega svetišča. Z bridkostjo v duši je molila Gospodu in silno jokala. Naredila je zaobljubo in rekla: Gospod nad vojskami, če se boš hotel ozreti na stisko svoje dekle in se me boš spomnil in ne boš pozabil svoje dekle ter boš dal svoje dekli potomca, ga bom darovala Gospodu za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride na njegovo glavo. Ana je bila zelo nežna, skromna, iskrena in bogaboječa žena. A bila je tudi neplodna ženska, ženska v veliki stiski. V svetopisemskih časih so ženske dosegale lastno vrednost z rojevanjem sinov. V nekaterih delih sveta je še danes tako. V knjigi Očaki in preroki na strani 443 piše: Temu paru je bil prikrajšan blagoslov, ki si ga iskreno želi vsak Hebrejec. V njunem domu ni bilo slišati otroškega glasu. Anin mož Elkana se je v želji po ohranitvi imena in nadaljevanju rodu odločil, da se ponovno poroči. Toda ta korak ni prinesel sreče. Anino že tako veliko stisko, njeno že tako veliko razočaranje in žalost so sedaj poslabšale še neprestane žalitve in zbadljivke, ki jih je namenjala njena ozkosrčna in ljubosumna tekmica Penina. To je bila Elkanova druga žena, ki pa mu je kmalu po poroki rodila tako sinove kot hčere. Ne vemo, ali se je Penina zavedala, da je s tem, ko je žalila Ano in Elkana, grešila proti Bogu, hkrati pa dajala tudi slab zgled svojim otrokom. Vsekakor pa se ni zavedala, da Bogu ni nič nemogoče. V Svetem pismu piše, da je Elkana svojo ženo zelo ljubil. Bil je sočuten, bil je nežen in bil je prijazen mož. V znak svoje naklonjenosti je Ani celo dal 2 delež mirovnih daritev in s tem pokazal, da so njegova čustva do nje enaka, kot če bi mu podarila sina.
Storil je torej vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi Ano spodbudil in ji dvignil duha v njeni stiski. Toda vsa ta pozornost je bila zaman. Bolečina, ki jo je Ana prenašala zaradi roganja Penine, in praznina, ki jo je čutila v svojem življenju, ker ni imela otrok, je bila prevelika. Manjkalo ji je najdragocenejše darilo, ki ti ga lahko da zakonsko življenje. Manjkal ji je otrok, manjkal ji je sin. Bog je namreč njeno maternico zaprl. Toda zakaj je Bog to storil? Bog namreč ničesar ne stori brez razloga. Seveda se Ana ni nikoli pritoževala, a tokrat preprosto ni zdržala več. V svoji veliki stiski se je sedaj obrnila na Boga. Odšla je v Gospodov tempelj in grenkobo svojega srca in duše izlila pred Gospoda. Po njenih licih so povzele se solze. Verjela je, da lahko samo Bog sname breme z njenih ramen, zato je to breme z molitvijo prenesla nanj. V 11. vrstici 1. poglavja 1. Samuelove knjige je zapisana njena goreča molitev. Gospod nad vojskami, če se boš hotel ozreti na stisko svoje dekle in se me boš spomnil in ne boš pozabil svoje dekle, ter boš dal svoji dekli potomca, ga bom darovala Gospodu za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride na njegovo glavo. Poglejmo si pobliže Anino molitev v 5 točkah. Čeprav je bila Ana zelo vznemirjena, je v svoji molitvi najprej hvalila in častila Boga ter izpovedala vero vanj. Njena molitev je bila goreča. Med molitvijo so po njenih licih tekle solze. V svojih prošnjah, ki jih je Ana izrekla, je bila določna, a hkrati skromna. Zaupala je Bogu, da pozna njeno srce, saj je vedela, da Bog zna brati naše misli. Naše misli so namreč za Boga besede. In ne nazadnje, Bogu se je zaobljubila, da bo sina, ki ga bo Bog podaril, podarila njemu. Sedaj pa si skupaj še poglejmo 3 stopnje Anine zaobljube, ki jo je izrekla v molitvi. Anina zaobljuba je dvodelna. Prvi del je zaveza, kjer Bogu izlije svojo dušo, ko moli. Če se boš hotel ozreti na stisko svoje dekle in se me boš spomnil in ne boš pozabil svoje dekle, ter boš dal svoji dekli potomca. Tu vidimo, kako veliko je bilo Anino hrepenenje po otroku, ki je v tem dolgem obdobju čakanja ustvarilo globoko predanost Bogu. Zato v drugem delu molitve sledi njena obljuba. Ga bom darovala Gospodu za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride na njegovo glavo. S to obljubo je Ana svojega neizmerno želenega sina že pred rojstvom predala služenju Bogu, da bo postal nazirec. Bogu posvečen človek, ki bo imel posebno milost in zato posebno moč. Ta obljuba namreč pomeni, da bo otrok takoj po rojstvu predan služenju Bogu in že njegovo otroštvo bo sveto. Anina molitev je res prihajala iz globine njenega srca. Njena prošnja pred Gospodom bi morala spodbuditi vse obupane duše. V knjigi Značaj in osebnost Ellen White piše:
Svoje želje, veselje, žalost, skrbi in strahove imejte pred Bogom. Ne morete ga obremeniti in ne morete ga utruditi. Njegovo ljubeče srce se dotakne naših žalosti in celo naših izjav o njih. Druga stopnja Anine zaobljube je Božji odgovor. Ko je Ana tako goreče molila v svetišču, jo je opazoval veliki duhovnik Eli. Med opazovanjem Ane je pomislil, da je pijana, saj je med molitvijo zgolj odpirala usta, besede pa niso prišle iz njih. Tako je Eli pristopil k Ani in ji rekel: Doklej boš pijana, strezni se od svojega vina. Ana pa mu odgovori: Ne, moj gospod, žena potrtega duha sem, vina in opojne pijače nisem pila, temveč sem izlila svojo dušo pred Gospodom. Nikar ne imej svoje dekle za nič vrednico, kajti iz prevelike žalosti in bridkosti sem doslej govorila. Ko je Eli, veliki duhovnik, ki je bil Božji predstavnik v svetišču, spoznal, da se je zmotil, ko je mislil, da je Ana pijana, ji je globoko ganjen prisluhnil in ji izrekel besede tolažbe, vere in zagotovila o Božjem daru za obremenjeno dušo. Bog je prek Elija odgovoril na njeno molitev z obljubo, da bo imela sina. Ana je brez pomislekov verjela temu, kar je povedal Božji mož. Eli pa ji je še rekel: Pojdi v miru, Bog Izraelov naj ti izpolni željo, ki si jo od njega želela. Njegove besede so ji napolnile oči s solzami veselja. Njeno srce je bilo radostno ob misli na dar sina. Ana je sedaj razmišljala: Kako čudovito, Bog me vendarle ni pozabil. Moje molitve niso bile zaman. Imela bom sina. Hvala ti, Gospod, da si odgovoril na moje molitve. Storila bom vse, da izpolnim svojo zaobljubo in vzgojim sina, ki ti bo vreden služiti. Nič več trpljenja, nič več žalitev. Temni Anini oblaki so se razblinili. Ana je postala dobre volje in bremena so bila dvignjena, zato je veselo zapustila Gospodovo hišo in Elijevo navzočnost. V 18. vrstici je zapisano: In žena je šla svojo pot, jedla je in njen obraz ni bil več potrt. Zakaj Bog Ani ni odgovoril že prej? V knjigi Bible Commentary Ellen White piše: Anino sprejetje Božjega duhovnega daru, ki je bil dan po prazniku, je spodbudilo njeno prošnjo za bolj oprijemljiv dar sina, obljubo, da bo tak dar vrnjen Gospodu, svet in posvečen njemu. Morda je Bog dolgo čakal na takšno predajo. Lahko bi odprl njeno maternico že prej, toda ali je bila Ana pripravljena nositi odgovornost? Del nebeškega načrta je, da se ljudje prostovoljno, popolnoma prepustimo delovanju Svetega Duha, ki nas napolnjuje in izžareva iz nas. Poglejmo si primer Abrahama. Kar se Boga tiče, Abraham ne bi rabil čakati 25 let na izpolnitev Božje zaveze. Ko je očak prišel do točke, s katere se je lahko v celoti vključil v nebeški načrt, zanj je Bog lahko vse pretekle neuspehe spremenil v stopničke blagoslova. In tako je bilo tudi pri Ani. Toda pri Ani Bog ni spregovoril po angelu.
Tukaj je uporabil duhovnika, pa čeprav je bil ta nepopoln. Bog je prepoznal, da je Anino naravno željo po otroku končno prevzela globoka želja po posvetitvi. Ta njen najdragocenejši dar, ki ga bo prejela, tega svojega sina, bo Ana torej posvetila Bogu in zato je Bog preko Elija odgovoril na njeno prošnjo. Ana je ob rojstvu svojega sina priznala Božjo dobroto in oblast ter svojega sina poimenovala Samuel, kar pomeni od Gospoda sem ga želela. Pa si poglejmo skupaj še nekaj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da Bog lahko odgovori na izrečeno molitev. Imejmo neomajno vero. Nikar in nikdar ne podvomimo. Bog obljublja, zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. Sprejmimo skupno obveznost. Ne bojmo se Bogu obvezati. Naj bo to za nas prijetna izkušnja. Kadar Bogu obljubimo obljubo, to tudi izpolnimo. Obljube so namreč svete. Bog je dal svojo in jo tudi izpolnil. Ne branimo se mi izpolniti svoje. Priznamo Božjo najvišjo oblast. Bog je Jehova. Bog je velik in mogočen. In Bog je zanesljiv. V svojih prošnjah bodimo določni. Ana je prosila za sina, ne le za otroka. Molimo brez prestanka. Naj bo molitev naš začetek in naš konec dneva. Postimo se in goreče molimo. Molimo iz globine srca in bodimo iskreni. Bog namreč pozna naše misli. Posvetimo svoj čas, svoje talente in svoje življenje Bogu. In molimo s pravim namenom in s pravim motivom. In še tretja stopnja Anine zaobljube je izpolnitev te zaobljube. V knjigi Očaki in preroki na strani 444 piše: Brž, ko je bil malček dovolj star, da so ga ločili od matere, je izpolnila zaobljubo. Z vso predanostjo materinskega srca je ljubila svojega otroka. Dan za dnem se je vse bolj navezovala nanj, ko je opazovala njegove razvijajoče se moči in poslušala otroško čebljanje. Bil je njen edinec, poseben nebeški dar, toda sprejela ga je kot zaklad posvečen Bogu. Zato dajalcu ne bo prikrajšala tega, kar je njegovo. Ko je torej Ana s svojim možem ponovno potovala v Šilo, je v Božjem imenu velikemu duhovniku Eliju predstavila svoj dragoceni dar, ko je rekla: O moj Gospod, kakor živi tvoja duša, moj Gospod, jaz sem žena, ki je tukaj pri tebi stala in molila Gospodu. Za tega dečka sem molila in Gospod mi je izpolnil mojo željo, ki sem jo od njega želela. Zato ga tudi jaz izročam Gospodu. Vse dni, dokler bo živel, je izročen Gospodu. Ne glede na to, kaj dajemo Bogu, smo to, kar mu dajemo, najprej prejeli od njega. Zato je vse, kar mu damo, v bistvu že njegovo. Ana je z veseljem priznala in spoznala, da je bil njen dar Bogu njegov prvi
poseben dar zanjo. Pa si poglejmo še, kako je Elkana sodeloval pri izpolnitvi Anine zaobljube. Elkana bi lahko protestiral proti Anini zaobljubi. Če bi to storil, zaobljuba ne bi bila več zavezujoča. Toda tako kot Ana je bil tudi Elkana tako predan in posvečen Bogu, da je pristal na njeno zaobljubo. Čeprav je to pomenilo, da se mora tudi on ločiti od sina, ki si ga je Ana zelo želela imeti. In tu je še Samuel. In nenazadnje njegov del izpolnjevanja Anine zaobljube. Čeprav je bil Samuel še otrok, se je predal, da bi izpolnil materino zaobljubo. To Samuelovo dejanje se zdi marsikomu nerazumljivo, toda Samuelu se je to zdelo samoumevno, saj ga je mati pridno učila o Bogu in o njem govorila, ko sta sedela v hiši, ko sta hodila po poti, ko sta legla in ko sta vstajala. V bistvu je Anino zaobljubo spoštovala cela družina. In ne glede na to, da je mati svojega edinorojenca pustila od sebe, Ellen White piše, da se je materino srce napolnilo z veseljem in hvalo in hrepenela je po izlitju svoje hvaležnosti Bogu. Svojo hvaležnost je Ana izrazila v molitvi, ki je zapisana v 2. poglavju 1. Samuelove knjige od 1. do 10. vrstice. Moje srce se raduje v Gospodu, moj rog se dviga v Gospodu. Zdaj lahko odpiram usta proti svojim sovražnikom, zakaj veselim se tvojemu pomoči. Nihče ni svet, kakor Gospod, zakaj nikogar ni razen tebe, ni je skale, kakor je naš Bog. Ne govorite tako ošabno iz vaših ust, naj izgine predrznost. Zakaj Gospod je vsevedni Bog, pri njem se tehtajo dejanja. Lok močnih se zlomi, slabotni pa se opasujejo z močjo. Siti se udinjajo za kruh, lačni pa delo odlagajo. Nerodovitna rodi 7-krat, mati z mnogimi otroki obnemore. Gospod jemlje in daje življenje, vodi v podzemlje in izdiguje iz njega. Gospod deli oboštvo in bogastvo, ponižuje pa tudi povišuje. Iz prahu vzdigne neznatnega, iz blata potegne ubogega, da ju posadi med kneze in jima odkaže častni sedež. Zares, Gospodovi so stebri zemlje, nanje je postavil zemeljski krog. Korake svojih zvestih varuje, hudobni pa izginejo v temi, zakaj človek ne bo uspel s silo. Kateri se upirajo Gospodu, bodo strti. Nanje bo grmel z neba, Gospod bo sodil vso zemljo. Moč bo podelil svojemu kralju in vzdigne rog svojemu maziljencu. Vsakdo od nas ima svobodno voljo pri tem, ali se bo ali pa se ne bo zaobljubil Bogu. Toda, če smo se zaobljubili, moramo svojo zaobljubo tudi izpolniti. Pridigar opozarja: bolje je, da ne obljubiš, kakor da obljubiš, pa ne izpolniš. Če ne izpolnimo svoje zaobljube, s tem naredimo krivico tudi sebi in zato bomo morali plačati kazen. Tak primer sta Ananija in Safira iz Nove zaveze, ki sta zaradi laganja izgubila svoje življenje. Ta dogodek je zapisan v apostolskih delih v 5. poglavju od 1. do 11. vrstice, pa si osvežimo spomin. Toda mož po imenu Hananija je imel ženo Safiro.
je ženo Safiro prodal posestvo in si pridržal nekaj iz kupička in njegova žena je vedela za to. Drugi del pa je prinesel in položil k nogam apostolov. Peter mu je rekel: Hananija, zakaj je Satan napolnil tvoje srce, da si lagal Svetemu Duhu in si pridržal del iz kupička od zemljišča? Če ga ne bi bil prodal, ali ne bi imetje ostalo tvoje? In ko si ga prodal, ali ti ni bil denar na voljo? Zakaj si v srcu sklenil takšno dejanje? Ne ljudem, temveč Bogu si lagal. Ko je Hananija slišal te besede, se je zgrudil in izdihnil. In velika groza je navdala vse, ki so to slišali. Pristopili so mladeniči, ga pokrili, odnesli in pokopali. Minile so kake 3 ure in prišla je njegova žena, ki ni vedela, kaj se je bilo zgodilo. Peter jo je ugovoril: Povej mi, ali si res za toliko prodala zemljišče? Da, je odgovorila, za toliko. Peter je dejal: Zakaj sta se domenila, da preizkusita Gospodovega duha? Glej, koraki teh, ki so pokopali tvojega moža, so že pri vratih. Tudi tebe bodo odnesli. In pri priči se je zgrudila k njegovim nogam in izdahnila. Vstopili so mladeniči in jo našli mrtvo. Odnesli so jo ter jo pokopali poleg njenega moža. In velika groza je obšla vso cerkev in vse, ki so to slišali. Ne obljuba kot taka je le opustitev, medtem ko je obljuba in neizpolnitev le-te pomeni krivdo za izdajstvo in krivo pričevanje. To pa je laganje Bogu. Če prekličemo besede svojih ust in svoje obljube, bo Bog upravičeno zrušil naše projekte. Za konec si zastavimo nekaj vprašanj. Kako pogosto smo se zaobljubili, da se bomo popolnoma predali Bogu? Kako pogosto smo ponovno posvetili svoja življenja, da bi služili Bogu in samo Bogu? In ali smo izpolnili vse zaobljube, ki smo jih v molitvah izrekli Bogu? In na drugi strani, kako pogosto naš nebeški Oče milostno odpusti in nam nameni še eno priložnost, da se mu lahko popolnoma izročimo? Ali ni on žrtvoval svojega edinorojenega sina, da bi nas odkupil in nas naredil vredne večnega življenja? Naj bo naša odločitev danes. Gospod, danes in vse nadaljne dni ti izročam vse, kar imam. Amen.